četrti epizodi podcasta MCC vam pove. Tokratna gosta, mlada celjska umetnica Katja Košer. Živijo, Katja? Bravo. Evo, za nalašč tukaj streama v tem drugem nastropju MCC-ju in sicer smo v sodelovanju, tvoje delo seveda, ker pri nas nismo umetniško nadarjeni, si nam poslikala celjsko promenado, 20 poslikav, 15 karakterjev. Kako si se lotila, kakšen je bil proces z umetniškega vidika, odkot navdih, koga izbrati? Pravzaprav me je k temu pozval vaš sodelavec, Klemen, in potem smo nekako skupaj naumila, kako bi zdaj ta postavitev izgledala, koga bi bilo dobro vključiti, tako da sva si sposodila knjigo, mislim, da je naslov nekaj podobnega kot Znani Celjani, tako da sem pa na podlagi tega ven izbrala nekako z različnih področij, tako kot imamo od zobozdravnika, biologa, potem razne tovarnarje, športnike, glasbe, vse sem skušala zajeti in narediti nekako tak vpogled v zgodovinsko Celje, se pravi osebe, ki so nekaj doprinesle in zato temu rečem manj znani Celjani ali pa celo oklepaju neznani, ker jih pravzaprav ne poznamo dosti. Super, tu smo začela pri ti dvari Klemens, potem imamo na eni strani Antona Švaba. Kakaj pa tehnika za tiste manj poročene? Odložila sem se kar za akrilne barve in pa kombinirala sem tudi z polobimi sicer, ampak preprosto slikanje, stenske poslikave. Je bilo prostoročno ali si imela spodaj vzorec? Skice si pravzaprav nanišem na prosojnice, da si potem pomagam s projekcijo, pravzaprav. Tako da tam dejansko določiš celotno kompozicijo, kako bojo zadeve stale, tisti pa dejansko omogoča, da potem to še nekako projiciraš, postaviš, povečaš, da res prilagodiš steni. Super, res je. Evo, Adolf Westen, mislim, da njihove začetne lončke vsi poznamo. No, ja. Smo malce z njih jedli. To sem tudi nekako poskušala, vse te karakterje nekako upodobiti z nekimi njihovimi atributi, zato sem tukaj lonček uporabila, ker to pravzaprav te emo lončke vsi danes poznajo, on pa kot nek začetnik pravzaprav celotne te proizvodnje tukaj na našem območju. Pa ko imaš idejo, ko veš, ko se začneš ukvarjati s tem, katere karakterje umestiti, ostaneš pri prvotni ali kaj nadgradiš, pa vidiš, da mogoče ne paše v kompozicijo ali pa ne paše v steno. Si kaj spreminjala ali od začetne ideje je ostalo tako, kot je bilo? Pa se mi zdi, da se ves čas nekako stvari spreminjajo, kot naprimer ugotoviš, da mogoče na to steno nekaj ne bo pasalo, kot si zamislil, pa je potem treba, ne vem, liku mogoče roko prezdigniti ali pa recimo tu sem naknadno dodala še eno utež, zato da je bila kompozicija malo drugačna. Pa pravzaprav pa tudi ta povezava, ki včasih sploh ne veš, kako boš idejo čist izvedel, samo imaš nekak nek tisti okvir, pa se pa dejansko celotnemu prostoru potreba prilagajaš. Zdaj, ko nazaj gledaš, minilo je prejšnji september, mislim, da smo... Ja, res je. Še kar nekaj časa. Ja, in zdaj, ko gledaš nazaj, bo kaj spremenila? Pa ne vem, ponavadi ne gledam tako na stvari, mislim, da me to vprašanje kar presenetilo. Sigurno bi našla z eno stvar, ki bi rekla, mogoče bi tole malo povečala, ker dejansko ta stvar je kar velika in pač glede dejansko vse nastalo, pa da se ti videl, kako to izgleda, se je pa spet marsikaj spremenilo, tako da. Ko je izdelek končan, si zadovoljna z njim in se ne vračaš, da bi na novo pogledala, kaj te moti? Odvisno od izdelka, zdaj pri takih velikih zadevi je to čisto drugače, zato smo mogoče rekla, da nisem o tem razmišljala. Včasih, če gre pa za to za neke stripe, teh se pa marsikdaj vodi na novo. Nadaljujemo naše učilnice. Pri učilnici si tudi poslikala eno Almo Kalin, Josipa Pelikana in mi bomo nadaljevali v Nobelu in Les. Evo, nadaljujemo na drugi lokaciji, ene izmed učilnic, učilnicu Alfreda Nobela in pa Sofije Hes. Tudi tvoje delo, ponosno? Ja, pravzaprav sklopa tega hodnika, ki smo ga pravkar videli, so nekako spadajo zraven še učilnice, kot smo že preomenili. In tudi te je bilo treba nekako povezati smiselno. No ja, zato smo se odločili za tapete, te sem pa potem v grafičnem programu oblikovala, so se pač povečale, torej fototapete, da smo nekako te elemente določene iz vsake sobe posebej vzela, naprimer tu kot neka ljubezenska zgodba in ta pismo, ki se že dva pojavljajo, so pa nekako zapolnila tudi druge dele
recimo pri Pelikanu pa naprimer fotoaparat, tako da je ostala tudi neka tematska povezava. No. Pa so se pa kasneje, še v naslednjem projektu pravzaprav pa ti motivi selili, seveda z malo dopolnitvami še na stopnice, ki dejansko vodijo v celotno to drugo nadstropje. Tako je celotno zgodbo. Ja. Iz prvega nadstropja, vse učilnice. Super. In tvoja ljubezen do umetnosti se je začela kdaj? Že v otroštvu? Ja, bi kar lahko tako rekla, ja. Pa si sem nadaljevala tudi študij, si temu primerno izbrala? Ja, začela sem sicer na splošni gimnaziji, ampak potem sem se odločila za likovno pedagogiko. Tam nekako se pa, tam dejansko prav potem stopiš v kontakt z vsemi stvarmi. Mogoče imaš tudi časa več, da dejansko ustvarjaš, kot pa bi to počela mogoče na nekem drugem študiju, bi se tematsko oziroma vsebinsko ne bi toliko navezovala na te takega. In kako je tvoj Instagram povedati? Super vsebina. Si v mojih očeh najbolj prepoznavna prav po seriji stripov. Ja, pravzaprav sem dobila tudi status na področju, status kulturnika na področju stripa. Tako da imam trenutno res največ se mi zdi izdelkov ravno z tega področja. Kje se je to rodilo? Ja, na faksu in pravzaprav me učitelj risanja, profesor Blumenčop, nekako spodbudil, ko opazil moje risbe, tista neka figuralika in počasi so začele nekako se not mešati besede. Tiste besede so naenkrat nastopale v oblačkih in naenkrat je bila to risba, mogoče bolj spominjala na samo en kader stripa. Potem pa sem dejansko začela aktivno raziskovati to področje. No? Tako da prvi nek tak vzor je bil Tomaž Lavrič, od njega se da marsikaj naučiti, ker je konec koncev tudi res ime slovenskega stripa. Potem se strip nadaljuje v serijo in serija nadaljuje v razstavo. Razstave si imela v striparni Oblaček, v Mali Kubi, ampak tudi tujino si poslala, nisi? Ja, 2-3 stripe sem nastavljala tudi v sklopu v Beogradu, v sklopu razstave ženskih stripark bivše Jugoslavije. To je bil en tak malo večji dosežek, pa seveda dejansko te stripe pošiljam tudi na različne open call, na natečaje, kar pomeni, da lahko rečem, da so že prestopili tudi slovenske meje in bili še kje drugje predstavljeni. Sicer se mi pa zdi zelo taka posrečena, tako si omenila v Mali Kubi, no, ker smo res naredili tako mini sodelovanje in praktično iz nekega eksperimenta in lepljenja tistih stripov po stenah se je pravzaprav odvil en super dogodek, ker sta mi družbo delala še band Ja Ne. Tako da ja, je izpadlo kar super, no. Bi si želela še več kaj takega. Evo, in če že lahko nadaljujemo v tej smeri, nekaj novega, spletna virtualna razstava sledi tvoja, prav z MCC-om 22.6. in sicer nova serija stripov, nekaj karantenskih. Naslov se kaj sam ponuja, ampak najbolj da te razložiš, odkot začetki in koliko je. Pravzaprav sem nekaj bi začela. Mogoče pri naslovu, da ga najprej nisem hotela izbrati, ker že sam ponuja preveč tega. Asociacij. Ja, povezano s karanteno. Pač pravzaprav vse vemo, kaj je umetnost, da umetnost je zelo pomembna tudi sploh v trenutnem času in dejansko je to tisti nek ventil, kjer daješ ven, kjer je kot nek obliž naravno, tako podobnega. In so začeli preprosto nastajati neki mali komentarji trenutnega dogajanja in seveda sem to nekako preslikala v te svoje karakterje, pustila nek svoj pečat in je nastala na nek način neka serija, potem sem jih šele združila skupaj, ko sem dobila nekako to ponudbo, da bi mogoče zdaj to razstavila. Sem se te bala, da jih bo mogoče malo premalo, ampak se vseeno nastala neka mini zbirkica teh idej. Super, pa ker si že omenila karakterje, veliko karakterjev si imela v stripi, imaš najljubšega? Pa mogoče bo bolj najreprezentativnejši v bistvu, to je ta bejba, nekakšen moj alter ego bi lahko temu rekli. Potem sem imela še več drugih serij, mogoče ta Bits and Bobs, ki so taki stilizirani, preprosti karakteri, tudi v nekih takih nesmiselnih situacijah. Ampak trenutno se mi zdi, da je kar odvisno od situacije in včasih mi mogoče tudi ni do tega, da narišem v tistem stilu, pa se zato odločim, da dam tisto situacijo nekemu drugemu karakterju. Med drugim smo se tudi pogovarjali o tem biologobinetu, ta je bil čist tak
kako sem ga poimenovala kot pubec v rdečih Mostarkah, ki dela zmedo v laboratoriju, neka čist taka navadna biološka dejstva, no, samo da si jih je malo preslikal v nek svoj svet in jih podal po svoje. So pa tudi še drugi, ne bi rekla karakteri, no, včasih se lotim tudi kakega bolj realističnega stripa ali pa preslikam mogoče sem kakšno filmsko situacijo v to ali pa podam kako resnično zgodbo. Pritegnejo me tudi te slovenske bajke, sploh zato, ker rada hodim tudi v hribe in vedno lahko tam potegneš neko ljudsko zgodbo in mi jo je zelo zanimivo preslikati oziroma ustripiti, no, če se lahko tako izrazim. Pa niso samo stripi tisti, ki jim posvečaš pozornost, zdaj mislim, da imaš ribone. Ja, grafika je tudi ena mojih ljubezni, bi lahko rekla, čeprav trenutno malo manj časa posvečam. Pravzaprav ugotavljam, da težko pozornost usmerim samo na nek en medij ali pa neko eno tehniko. Zadnje leto, dve zelo rada slikam z akrili na platno in lopatkami. To je spet mogoče tista ljubezen do narave, neka romantična krajina, se mi zdi, da se noter skriva. Da preprosto te poglede, ki sem jih nekje imela priložnost užiti, videti, da jih lahko prenesem v bistvu v nek svoj jezik in na platno. Pa še kakšna tehnika, ki je še nisi poizkusila, pa si jo želiš? Pa mislim, da to vse nekako pride sproti. Pravzaprav sem raziskovala različne tehnike, tako kot naprimer recimo akvarel, ampak sem mogoče, ne vem, se mi zdi, da je tako vsaka tehnika za neko določeno obdobje, pa se ti zdi, pa jo bolj razvijaš. Hkrati pa je tudi to, kaj dobiš dejansko od publike, naprimer tako kot so ti stripi. Naenkrat so dobili nek odziv, ljudje so se začeli odzivati na njih, se njih nasmejali, ker pravzaprav je nekako bil tudi namen za tem, no. Čist nek tak sproščujoč pogled na svet, humoren, nekaj kratkega. Ja, no in to je tudi ena velika, bi rekla, pomembno je, kaj dejansko dobiš tudi od publike, se pravi od gledalcev. Umetniško plat Katje Koše smo zdaj spoznali, zdaj pa še treba v podcastu spoznati, mogoče malo privatno stran Katje Koše. Kot si že omenila, zelo rada potuješ, je to tudi potovanja vir tvojega navdiha? Ja, definitivno so. Če pogledamo z tega vidika, kaj mogoče v nekaterih bolj kulturno bogatih deželah lahko vidiš, tam vsekakor se nekako vrneš nekim tehnikam. Sicer pa predvsem to, da je z mano fotoaparat, da si naredim par posnetkov, to nam pač današnja tehnologija omogoča, kaj mogoče nekoč tega ni bilo, no. In dejansko potem ustvarjamo v svojem ateljeju po fotografijah. Evo, mi smo tudi zamenjali lokacijo v drugi učilnici, še eno veliko žensko z Almo Karlin, ki se je tudi upodobila, ne velika po centimetrih, ampak velika po dosežkih. Tako tvoji dosežki iz leta v leto bolj vidni, bolj napredni. Čeprav si zelo mlada, si pred kratkim vstopila v prvo zaposlitev in si trenutno zaposlena kje? Na prvi gimnaziji v Celju. To je na nek način, študirala sem za likovno pedagoginjo, torej je to v bistvu še tisti zadnji korak nekako tej poti. Zaključila sem študijo lansko leto, ampak da se dejansko zaposliš tako, kot ti treba, moraš opraviti strokovni izpit, no, tako da je to zdaj nekako v tem sklopu, no. In ti bo veselje delati z dijaki na prav likovnem področju? Ja, seveda gre za likovno umetnost in umetnostno zgodovino. To je poleg ustvarjanja pravzaprav nekako prenašanje znanja na mlajše generacije, tudi ena izmed mojih strasti, zato tudi sodelujem v trenutni situaciji, pač malo manj, no, ampak z likovno šolo Umbra. In pa, ja, tako kot sem rekla, no, to oboje me veseli. Pravzaprav sem že prej stopila na to pot kot samozaposlena v kulturi, da sem lahko sodelovala tudi na drugih področjih. Ampak se mi zdi, da je to zadnje leto tako res turbulentno, ker se ena zaposlitev menjuje z drugo, ampak to je tudi del tak umetnosti in delovanja na tem področju, hkrati tudi življenja. Med drugim tudi preteklo leto, ko smo skupaj poslikali reciklirane vrečke z dijaki prav tako in na Instagramu tudi vidim, da rišeš na tekstil. Ja, res je, se mi zdi, da velikokrat načnem neko stvar, pa je potem
izdelek 2, pa potem tega ne dokončam, oziroma bolj prevladajo neke druge tehnike ali pa področja. Ampak ja, kavbojk je že kar nekaj šlo, že tudi je bilo kaj uničenega zaradi tega. Sicer pa raje prenašam grafiko na majice, pa v bistvu jih pa ročno potiskujem. No. To je mogoče bolj tisto področje, ker sem zdaj trenutno malo več delala. In za tiste, ko te ne poznajo, naj jim izdamo skrivnost, da ti vedno tistele črno knjižico s sabo nosiš, kamorkoli greš, ne? Ja, Skitirko, pa lahko pokukamo mogoče v njo, kaj se v njej zadnjega skriva, kaj se lahko. Tale skicirka je nekako nastala kot ideja, kamor bi samo dajala pravzaprav ideje za strip, kako dejansko narediti to celoto od zasnove karakterjev do izbire pisal, vsega dejansko potrebujem za izvedbo, ampak potem se najdejo še razne druge stvari noter, kot bi rekla. Včasih se mogoče samo stavi svet celja, pa narišeš neko hitro skico. No ja, in seveda tu noč so nastavlja tudi te kratke ideje, ki pravzaprav pridejo na vrsto za to prihajajočo razstavo, se pravi te karantenske. Hvala, Katja, si bila z nami in bila gostja 4. epizode podcasta in ne zamudite, v ponedeljek 22.6. Katjini stripi, nekaj karantenskih, virtualna spletna razstava, več boste zvedeli, če greste na Facebooku Dancevceja po dogodke in hvala, se vidimo hvala. Ja, tudi vam hvala, glede na to, da lahko vedno vsake toliko časa malo začinimo dogajanje in pa sodelujemo skupaj, da meni je veliko veselje.